Lepa in pokošena trava. Ja, pri mnogih še vedno neko rivalstvo, pa velikrat razlog za marsikatere sosedske drame. A danes smo tukaj zaradi nečesa drugega. Trava se kosi s kosilnicami. Bodi si tistim na nitko, na bencin, pa imamo samohodne, pa imamo akumulatorske, pa imamo robotske, no in tudi takšne na štrom. Te so mogoče malo smotane, ker je treba paziti na tisti kabel, pa ga vlačiti za sabo, a spadajo med ene najcenejših kosilnic in za to ceno v bistvu svoje delo opravljajo izredno dobro. Takšna kosilnica potrebuje vzdrževanje, servis, da bo veselo in lepo kosila in da bo trava kar se da lepa. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Rokavice pri takih popravilih vzdrževanju vedno pridejo prav. Fajn je, da kosilnico rihtamo, čistimo suho. Zdaj, košaro za pokošeno travo je najboljše oprati s kakim visokotlačnim čistilnikom, štrajfiksom ali pa kar z šlaufom in jo potem dobro posušimo. To je fajn delati na kak lep dan. Tule je ta nož, rotacijski nož se mu reče, ki ga bomo vzeli dol. Hitro tole odvili. Tako. Tukaj je tudi to varovalo. In zdaj, ko smo nož vzeli dol, seveda tega bomo spedenali malo kasneje, to zdaj vse lepo očisti. Ne rabimo zdaj biti ne vem kako pedantni, ker pač košnja trave je nekaj, po čemer se pa gremo ponavadi stuširati. Isto je s kosilnico. Fajn je, da se jo redno čisti, seveda pri teh električnih tukaj noter kakšna voda ne sme zaiti, tako da to bom, ker je zdaj to vse suho, lepo posesal, na suho skrtačil in to je v bistvu ta del, kar je potrebno narediti, seveda brez, da se nož vzame ven, po vsaki košnji trave, ker drugače se tule noter, kjer je ta luknja za izmet trave, tako tu, vse nabere, zamaši in potem samo to pobiranje in v bistvu polnjenje koša za pokošeno travo ne bo delovalo pravilno. Motor se bo matro, skratka, to mora biti lepo čisto in popolnoma prehodno. Zdaj, ko smo ta aktivne dele zribali in te ta vidne zglancali, skratka, kosilnica je očiščena, je fino narediti ob takem servisu tudi, da takole zategnemo še nosilce ročaja, zato ker se seveda to z uporabo odrahlja. To so ponovadi takole 4 vijaki, nič težjega. Ker če to preveč pol pleše sem in tja se to vse skupaj zlomi in potem, no, vse vemo, kako to potem gre. Potem imamo pa tukaj spodaj, ker je to električna kosilnica, imamo spodaj motor. In jaz ne bi bil če ne bi pogledal, v kakem stanju to je. No. Motor je oren, pa to na ležaje, ampak to bom jaz zdaj posesal. Evo ga, seveda sem hotel narediti še moje klasično, tako meni umiljeno oljanje, ker sem pač pričakoval, da bo tukaj noter pušče na motorju, ker je seveda za novejšo kosilnico, ampak ne, so dali lepo ležaje, zelo pohvalno, to pomeni, da tak motor je zdaj čisto redo, super, da smo ga ščistili, spihali, tole vrnemo, potem gremo pa na ta naš nož. Nož. Nož na kosilnici je tako, treba ga je brusiti redno, da tudi sam motor oziroma pogon kosilnice ne bo trpel.
Če ga res hočemo imeti profi nabrušenega, priporočam, da se ga odnese prav v ustrilne servise, kjer vam ga bodo nabrusili, da bo tako prvi dan, da se ga pa seveda nabrusiti tudi doma. Jaz bom sicer uporabil svoj brusilnik na kamen, lahko se tudi kupi nastavek za vrtalnik, ki je prav tudi ta kamen s tako zarezo, pa potem to fiksiramo na primež, nož, pa s tem brusimo. Najbolj pomembno je, ko ga brusimo, če ga brusimo na klasičen brusilnik, da ga med tem, ko malo pobrusimo, namočimo v vodo, da se ohladi in ta postopek ponavljamo izmenično. Brusimo, hladimo, brusimo, hladimo. Ker tak nož, če se pregreje, bo spremenil barvo, bo rato tak malo vijoličkaste barve, bo kovina potem postala mehka kot maslo in tak nož ne bo brusil. Torej, pomembno je, pogledamo, tu je ta del, ki je najbolj poškodovan in to lepo pod kotom zbrusimo na obeh straneh, zraven hladimo. Gremo v akcijo. Evo ga, našega nožeka. Ko ga dajemo nazaj, je lepo vedeti, recimo v tem primeru je na tej strani narisan smejko. To pomeni, da to je ta stran, ki bo obrnjena navzdol in ki bo potem rotacijsko kosila, rezala travo. Tako. Tukaj zategnemo kolikor lahko, namreč potem se bo začel že sam motor noter vrteti. Tukaj pri tem je zadaj sklopka in to je ta samo zategovalna. To pomeni, da ko bo kosilnica začela delovati, se bo nož sam zategoval, kolikor se bo lahko. Na tak način je narejeno. Zato vas naj ne skrbi v tem primeru, da mi ne moramo tega čist do konca zategnati. Tako. Dodamo pa še tale koš nazaj. Pa nekaj me še moti. Tale kabel tak visi dol. Že tako se je treba z unim kablom zajebavati. Da nisem zdrav, če ne dam ene tele spojke gor, oziroma ja, vezice. To je to. Tale mašinca, če tudi mehna in naštrob, je pripravljena na orang košnjo. Evo je našo šefico. Trava bo spet enakomerno pokošena, lastnik presrečen, mi pa tudi zato, ker smo jo tako fajn spedenali. Ker kosilnico poservisirati, ja pa itak da se da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vse tako radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviseri rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam ta dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Še sem uporaben, ker saj veste, itak da se da.